kaj videli, tu kaj takega. Kaj pa je bilo? Je pa to mi je ne da to zlomil, ne da je hodil, kaj je to, jaz ne vem. Sedeže vam je zlamal? Ja. Čakajte, prijem pogledam. Vetra. Kaj? Pazi, to avto noče ožgati, zato ker prav, da ni ključa v bližini. Ključ je v vratih, vrata so odprta in to pomeni, da je predaleč. Ste kaj videli, tu kaj takega. Ja, jaz sem bil kar dolg po koncu, pa zgodaj sem vstal, pa nisem nič slišal. Ali pa kakšni begunci hodijo, pa se na večka delajo. Nekdo je prišel po noč na njen vrt in polomil plastične stole. To pa res ni prijetno, se zbudiš, pa veš, da ti je nekdo po vrtu šaril, a veš? Drugače pa nič ne povem, v katerem avto se vozim, ne? To se pravi Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport. Briljantno črne barve. Osnovna cena tega avta je 44.970 evrov. Dodatne opreme pa tam za ene 13 jurjev, kar pomeni, da je cena testnega avtomobila dobrih 57.000. Bomo priložnosti naredil kakšen kratek test, prav? Glej, kako lepo sonček svet. Gospa, to je bilo pa kar malo predrzno. Ena teta s polotom se je všunjala spredi pred mene. Bolj mi je to všeč, da je folk odločen, pa malo predrzen, kaj da cincajo, kaj bolani srata, veš? Evo, menjam Audija za en drug avto. Glej ga. Ja, Lexus RC. Ajde, nefiltriran prvi vtis. Jaz bi imel drug motor. V glavnem jaz zdaj razpizdim proti Grosuplu, tam ga bom poslikal, pa še eno pravko. Pa si bom pa tudi v tem avtu že upal kaj več povedati. Ej, zakaj pa mi ne bi naredili 5 stvari za, pa 3 stvari proti? Ok, ta prva stvar, ki mi je pri tem avtu všeč, valjda, oblika. Že za začetek veš, da je tale nos razgiban kaj na Himalaja. Pa sem, pa kaj, pa gor, pa dol, pa detajlov je ogromen. A pokažem kakšnega? In valjda ima del zaslug za to, da prav tale avto, testen avto, zgleda toliko dober paket F-Sport. Se veš, to je tako kot pri Audiju S-Line, pa pri BMW-ju M-paket, pa pri Volkswagenu R-Line, pa tako naprej. Sam pravim, no, za tiste, ki se ne spoznate toliko na Lexusa, veš. Drugač pa zgleda beštija, s telim dolgim gobcem. Konnichiwa. To je vse, kar znam. Ej. Ta druga stvar, ki mi je pri tem RC-ju všeč, so pa njegove vozne lastnosti. Sva se kar hitro začela dobro razumeti. Zdaj ne bi bilo neumno, če bi se šel jaz pelat, a? Kar dobro gre, ker me zanima, če je tale avto res tako športen, kakor zgleda, sem takoj vozni program nastavil na Sport Plus. In nekaj sem takoj ugotovil, ne? Zadek RC-ja je tako prijetno živahen, ni preveč pobalinski, da bi te bilo strah. Ampak se pa takoj vidi, da ima veselje malo pometati. Nad menjalnikom nisem glih najbolj navdušen, ampak ne morem pa reči, da je pa ful počasen. Upizat le lepo, ej. Čakaj, to moramo pokazati, le to. Veš to? Veš, tle nad Grosuplom se redko vozim. Gremo naprej. Ok, mislim, da smo razčistili. Ta avto se pelje kar dober. Pa ne samo zato, ker zadek kar zapleše levo pa desno, veš? Ful mi je všeč tudi to, da nos z veseljem zagrab zavoj. Ker če imaš ti že na začetku vinka feeling, da tole no šlo dobro skozi, pa verjetno tam nimaš kaj iskati, a ne? Ta tretja stvar, ki jo moram pohvaliti, je pa sedež. Za začetek ga sam poglej, no? Sedež ful dobro drži. Pa ne samo to, tudi udoben je ful. Mislim, da že dolg časa nisem sedel v avtomobilskem sedežu, ki bi mi tako dobro sedel. Ta četrta stvar, ki mi je všeč, je tudi v kabini. Lega, tale upravljalnik. Preden začnem to razlagati, morate razumeti, da je imel Lexus predtem eno tako na pol posrečeno, pa malo tudi neposrečeno rešitev z eno tako kvazi miško, ali kako se temu lahko reče, no? Glavno, takole si jo šlavto, pa premikal, pa lovil vse stvari v menijih, sem pa kaj, gor pa dol. Zdaj ta rešitev, ki jo pa ponuja RC, je pa dosti bolj posrečena, deluje pa takole. V bistvu gre za eno tako fino ploščico in ko greš s prstom čez dno, slišiš to? Odziva se na tvoje blazince in po eni strani je ful tak hecen feeling, kot da bi dobil tak mini elektrošok v prstek. Ne me zdaj narobe razumeti, ne, ta avto vas ne bo stresel. V bistvu je ful hecen feeling, no, ko greš ti s prstom čez ploščice pa dela tik. In pol to tako čutiš, kot da je avto živ, pa se odziva, veš. In ko se v meniju pol zgleda tvoje sprehajanje po menijih s prsti takole, veš. V glavnem Lexus veliko boljš kot prej. In tudi ta peta, ta zadnja stvar, ki mi je pri tem avtu ful všeč, prihaja iz kabine. In valjda so to detajli.
A ste pričakovali kaj drugega, kaj? Poglej zdaj, koliko truda je Lexus vložil v to, da se prstki sprehajajo po kabini, da se srečajo z zanimivimi stvarmi. Poglej recimo, kako se upravlja klima. Vidiš? Lahko sam tapkaš toplo, hladno, lahko pa tale črtica deluje kot drsnik, ki je ful lepo odziven, pa izredno natančen. Pa tudi to mi je všeč, da lahko te lučke znotri upravljaš le na dotik. Vidiš? Samo s prstom se sprehajam gor pa dol. Pa merilniki so tudi krkulski. Tudi zato, ker so ful športni, pa je v središču vedno merilnik vrtljajev. Takole pa zgleda, ko zamenjam vozni program. Vidiš? No, ne mi reči, da si Lexus ni potrudil, če se je. Ok, zdaj pa čas za 3 kisle. Tako je, ne, tale ceste briček zgleda kar fukiš. Ampak lahko si pa misliš, koliko je avto pol pregleden. A je bi ga, za lepoto treba potrpeti? A veš, prej sem omenil, da se mi te sedeži ful všeč, ne? Saj so mi. Ampak vseeno malo previsok sedim in to me mot. Je pa res, da se na tako stvar slej prej navadiš. Da pa pokažem ta tretjo stvar, ki me malo moti pri tem avtu, se moram pa z njim zapeljati. Zdaj tako, ne, ta motor je bencinski in sam po sebi nima zdaj neki full jazznega zvoka, če veš, kaj hočem reči. Ko ga poženeš v vrtljaje, se takole sliši, lej. Nič posebenega, ne? No in ker to ve tudi Lexus, so pripravili poseben program in ker ti vklopiš program Sport ali pa Sport Plus, slišiš razliko? Kao malo bolj športen zvok, a veš? No, se po eni strani je malo bolj športno. Ne vem, no, se mi zdi, da če že imaš vse te zvočnike tukaj v kabini na razpolago, da bi pa lahko vam prišlo neki malo bolj... Sončence. Evo, jaz se ustavim pri zgornji slivnici nad Grosupljem, hočem si sam pogledati te lepe sončence, pa se najde ena gospa, ki prav, a boste eno vzel? Pa sem rekel, seveda jo bom. Najlepša hvala. Prosim. Nasvidenje. Sončence za lep sončen dan. Veš, kako je to, ne? Tudi če od začetka misliš, da se ti dan ne bo obrnil tako, kot ti misliš, pa takole.